Ljudska univerza Krško je danes svečano odprla teden vseživljenjskega učenja. Sicer pa se na Ljudski univerzi Krško v zadnjem času ukvarjamo predvsem s pridobivanjem novih projektov. Bili smo uspešni na javnem razpisu za projekt temeljnih kompetenc, temeljne kompetence v Posavju, ki ga bomo izvajali do leta 2029. S tem seveda odpiramo številne možnosti za brezplačno pridobivanje znanj in krepitev kompetenc, predvsem za skupine prebivalcev, kot so odrasli, starejši 55+, potem priseljenci in pa nižje izobraženi, tako da so lepo vabljeni, da spremljajo našo spletno stran in se seveda nam pridružijo pri res zelo pestrem naboru izobraževalnih programov, ki potekajo v Krškem in tudi v celotnem Posavju, in mislim, da je prav, da to priložnost, ki smo jo pripeljali v Krško, tudi s pridom vsi, ki so iz teh ciljnih skupin, tudi izkoristijo. Seveda pa pripravljamo še druge projekte, oddali smo kar nekaj prijav na razpise in seveda se nadejamo pozitivnih rezultatov, kar pomeni, da bomo v tej perspektivi kar dobro obogatili izobraževalno ponudbo v celotnem Posavju. Danes pa smo odprli 29. tedne vseživljenjskega učenja, ki jih tudi 29. leto zapored koordiniramo v Posavju. Letos z nami sodeluje 50 organizacij, od vrtcev, srednjih šol, osnovnih šol, univerz, skratka celotni izobraževalni sektor. Poleg tega pa seveda društva, posamezniki, organizacije, zavodi, samostojni podjetniki, gospodarske družbe, ki z nami promovirajo pravzaprav pomen vseživljenjskega učenja. Pripravili smo čez 180 prireditev, ki bodo v tem času od 10. maja do 16. junija potekale po celotnem Posavju in verjamem, da tudi ena krasna priložnost za spoznavanje z učenjem, da se dejansko lahko z učenjem ves čas krepimo, bogatimo in hkrati tudi rastemo. Poleg tega pa pripravljamo tudi osrednjo prireditev, to je Parada učenja, ki bo 22. maja na ploščadi pred Kulturnim domom v popoldanskih urah, od 3. ure popoldne do 6. zvečer, in pa zvečer ob 7. še strokovni dogodek, ki bo pa predavanje dr. Dana Podjeda na temo zelo aktualno, mislim, da v današnjem času, v tem uravnoteženju življenja med digitalnim in analognim. Verjamem, da tudi s tem predavanjem prispevamo nova znanja, zato da bomo vsi malo bolj uravnoteženi in mogoče tudi več časa posvečali tem nedigitalnim vsebinam in se dejansko družili, se vključevali v najrazličnejše skupine in predvsem pridobivali nova znanja. Na Paradi učenja bo z nami sodelovalo 20 partnerskih organizacij, ki se bodo predstavljale na stojnicah. Stojnice bodo interaktivne, se pravi interaktivne v smislu, da boste lahko na njih sodelovali v najrazličnejših delavnicah, izdelovali mogoče kakšne izdelke, sodelovali v kakšnih družabnih igrah, skratka ne bo dolgčas.